Osemindvajsetletni Miha Götz je kmalu po rojstvu močno zbolel. Bolezen mu je pustila hude posledice, saj je postal močno naglušen. Zelo ga veseli igranje harmonike. Nikoli ni hodil v glasbeno šolo, je samouk. Moje ime je Miha, moje osebno kretnja je Miha. Ko sem v bistvu začel srednjo šolo, sem imel prijatelja Sandija Klakočarja, ki je on v bistvu že eno leto prej začel igrati harmoniko kot jaz. In on je v bistvu bil ta krivec, ki me je zelo navdušil igranje harmoniko, Mi jo je pokazal in malo me je tudi kakšno pesem naučil in mene je tako vzljubilo, da sem še jaz želel to probavati. Hodil sem najprej v slišečo šolo v vrtec in nato še v malo šolo, ko v tistih časih je bila še mala šola, tudi tukaj v Trebnjem. Potem osnovno šolo sem obiskoval tudi v Trebnjem, slišečo. Potem sem šel v Zavod za gluhe in naglušne v Ljubljano, srednjo šolo, poklic medijski tehnik, 5 let seveda. Potem sem šel iz srednje šole na faks in to tudi v Ljubljano na slišečo. Najprej sem imel željo, potem se mi ta želja tudi malo zamaknila. Naredil pa si en letnik, ne? Dva. En let pa pol, ja. Let pa pol sem naredil, seveda. Zaposlen sem seveda v PLS Ljubljana, pravi Poštni logistični center v Ljubljani, oddelek carinska in izmenjalna pošta v Ljubljani. To, kar prihaja iz tujine. Zaposlen na pošti sem pa seveda še že 4 leta. Najlažje se je pri meni učiti ravno z nižjimi duri, ko pa tudi višjimi duri, zato ker v bistvu tudi občutek je tak zelo dober, In potem, ker se pa tam navadim pri nižjih durih, spršaltam na višji duri in potem je še tudi lepši tudi zvok pride ven, Oboje pride za občutek in včasih tudi gledam po internetu, da malo vidim, kje se kaj zmotim, kje se da še kaj popraviti. Tale je v bistvu moja ta prva harmonika, ki sem jo dobil leta 2011. Stara je približno 20 let, približno, zato ker je imel že en kolega prej to harmoniko in od njega smo kupili za 1,2 €. Ta je v bistvu ima nižji dur, se pravi mi harmonikarji vemo, da ima ta BSA. Tale harmonika tukaj, ki jo pa vidite, ta je pa CFB. Ta ima pa višje dure, samo to je razlika. In s tem to harmoniko se lažje poje, in ker je taka čustvena, zato je BSA. CFB je pa višje in zato se lažje pleše, ker je tudi močen in glasen zvok. Miha je doma v Trebnjem. Ta kraj se ponaša z znanim KUD občinskim pihalnim orkestrom z mažoretkami, v katerem igrata tudi Mihov oče in brat.
Glasbeniki in mažoretke vedno popestrijo program kulturnih in športnih prireditev. Od malih nog, seveda sem jaz rad imel godbo in tudi v bistvu oče je igral takrat pri godbi in zaradi njega in tudi godbe in ker je on igral, me je tako vzljubila njihova glasba in inštrumenti in sem prav želel, da bi pri njih noter nastopil. In to se mi je seveda naredilo leta 2014, ko sem prav začel pri njih igrati. Tukaj v godbi jaz po večini igram bas boben ali drugimi besedami ritem boben. In ta boben je v bistvu ta glavna stvar v godbi, ker ljudem daje ritem. Ker brez ritma glasba ni nič. In kdor to igra, ta je ta glaven v godbi. Poleg bas bobna igram še činele. In te dve stvari igram samo pri povorkah, tudi na koncertnem delu in tudi na kakšnih nastopih, ampak izven, če kam gremo tako. Igram kabel. Ropotulce, če je treba. Potem jajček. Tole ne vem, kako se že temu reče. In potem, če je treba, tudi viseče činele, če je treba. Na kakšnih koncertnih delih se tudi tole najde. Pa palčke. To, kar sem zdaj jaz pokazal, to so v bistvu ritmična torkala, s katerimi mi dajemo ritem. Poznamo tudi melodična torkala, katero dajo pa melodijo. Ukvarjal sem se tudi z gasilstvom, sem zdaj ne več toliko. Gasilstvo je eno tako, človek rekel, kar zahtevno delo, ker so veliko po intervencijah, pa veliko prakse in jaz v bistvu tam sem bil kot podporni in ne kot ta gasilec, kot na intervencijah, Ampak to je že od teh osnovne šole v bistvu to, Res pa je, da sem dobil veliko činov. Jaz srčno upam, da bom bil še vedno tako aktiven tle v godbi, kot sem zdaj, in da me bojo še skozi podpirali in mi tudi seveda pomagali pri tem.
pa tudi mojim staršem, ki mi zmeraj daje podbudo, bratu, ki mi velikokrat pomaga tukaj pri tolkalah. On je prej začel seveda, kaj jaz. Mojemu prijatelju Sandiju, ki me vedno tudi podpira pri harmoniki, seveda, ne. On je res zelo dober prijatelj, ga moram pohvaliti. In da bo še velikokrat skupaj se družila, tako kot smo se zdaj, ne. V mojem društvu v Novem mestu, seveda, ne, nastopam harmoniko bolj pri piknikih ali pa takih večjih družabnostih, seveda, ne, ker imajo zelo radi harmoniko, ne. Kako občutijo? Ja, eni v bistvu tudi ko slišijo malo, pa jih občutijo, eni pa v bistvu že dojamejo malo ritmično, ker v bistvu uporablja tisto ta glasno harmoniko, ne. Miha je kljub težki naglušnosti svojevrsten fenomen, saj so glasbeniki med osebami z okvaro sluha tudi v svetovnem merilu prava redkost.